Živijo. Ko se počutim slabo in imam različne pomisleke, mi zelo sede, da grem v svojo sobo in se s svojimi besedami pogovarjam z Bogom. Osebni odnos z Bogom mi veliko pomeni. Zato se kdaj vprašam, zakaj bi morala biti cerkev nekakšen posrednik pri moji veri. Ko tako razmišljam, se najprej pojavi vprašanje, od kod sem sploh dobil vero. Zakaj nisem na primer musliman ali budist? Tudi če sem si sam želel spoznati vero, se do nje nisem dokopal sam, ampak sem jo prejel od cerkve. To pomeni od ljudi, ki so del cerkve, konkretno staršev, katehetov, župnika ali nekoga drugega, ki mi je bil zgled. Oni so me zgledom, kako molijo, so pri sveti maši, ter kako delajo in razmišljajo, naučili verovati. Cerkev pa skrbi tudi, da se naprej predaja tisto, kar je učil Jezus. In zakaj je tako pomembno, da verujemo točno tako, kot pravi cerkev? Teološka vprašanja so zelo kompleksna. Če nanje odgovarjamo sami, lahko hitro podležemo lastnim interpretacijam. Posledično se lahko celo oddaljimo od Boga ali nevede naredimo kaj slabega. Poleg tega pa je popolnoma normalno, da se do tako zahtevnih odgovorov ne moremo dokopati sami. Tukaj lahko torej pomagajo prav ljudje, ki imajo ustrezno znanje in izkušnje. Vse to je res, boste rekli. Še vedno pa mi ni jasno, zakaj bi moral hoditi v cerkev, če lahko vse o nauku najdem na spletu. Cerkev je tudi prostor, kjer poteka skupna molitev in obhajanje zakramentov. To so trenutki, ko nam je Bog še posebej blizu. Pri sveti maši se kruh in vino na primer spremenita v Jezusovo telo in kri. Take bližine Boga drugod ne moremo najti. Čeprav to ne pomeni, da se nas Bog v molitvi doma ali občudovanju narave ne more dotakniti. V veri tudi ne moremo vztrajati brez drugih, sploh ko nam je težko. Pomislimo na različne zglede in spodbude. Spomni se na primer na trenutek, ko v molitvi nisi videl smisla, nato pa si srečal nekoga, ki ti je žarom povedal osebno izkušnjo, kako se zaradi vere v Boga bolje počuti. Verujemo torej z drugimi, lahko bi rekli s cerkvijo, saj so vsi omenjeni ljudje del cerkve. Vera nosi v sebi veliko moč povezovanja. Ljudje, ki verujemo enako, se namreč zaradi želje po povezovanju s tistimi, ki imajo podobno izkušnjo kot mi, hitro znajdemo skupaj. Naj torej pozabim na tiho molitev v objemu čudovite narave? Nikakor. Sama vera je konec koncev zelo osebna stvar. Ko pa se v tihoti pojavi dvom, lahko prav povezanost s cerkvijo zelo pomaga, da postane odgovor nanj jasnejši. To je bilo še eno težko vprašanje o Bogu. Pridružite se nam tudi naslednjič.